Lep pozdrav z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Pred nami je zadnja tekma v 16. krogu. Derbi med Mariborom in Muro bo prav gotovo poskrbel za zanimiv zaključek konca tedna v slovenskem državnem prvenstvu. Najbrž bo šlo za predložek, ali pa so morda Mariborčani pripravili še kakšno igrano akcijo. Brnič na drugo vratnico in gol! Max Watson na drugi zaporedni tekmi zadeva spet po predložku, spet glavo in Maribor v 15. minuti vodi z 1:0. Pa finta v sredino, potem pa Tolič, ali bo dovolj hiter. Tolič, tam Vipotnik mimo gola. Odlično. Aljaž Antolin je neoviran sprejel podajo in zdaj prehod Mariborčanov v napad. Keriko, tu je Brnič. Precej prostora ima hrvaški krilni napadalec. Brnič s preigravanjem v sredino. Ivan Brnič 2:0. 32. minuta. Odlično izpeljano in lahko rečem končno in Antolin je tisti, ki je potegnil, naredil, lahko rečemo, progresijo žogo naprej, izvlekel žogo v srednjo cono, dal na bok, potem pa igra 1-1 preko boka. Pa tehnika Marka Toliča, krasno preigravanje, pa še enkrat Tolič, padel je v kazenskem prostoru brez prekrška in očitno tudi Kotani. Znak je dal Antić, Tolič pa Spanenko, 3:0. Marko Tolič zadetek na drugi zaporedni tekmi v 43. minuti derbija z Murom. Tako, kvaliteta ali slovensko kakovost. Takšna podaja Maruška proti Bobičancu, pred njim je Milec, Bobičanec preigrava in gol! Mirlin Dako je zadev v 49. minuti, 11. v tem prvenstvu strelec, kosovski napadalec, ki je znižal Mariborovo prednost na 3:1. Odlično, Bobičanec 1-1 z Milcem, kvaliteten predložek, Dako pa kot enostavno, kot bo pa zelo pomembno, če bo Mura ustavila to desno stran Mariborov napada, bo Bobičanec medtem, Bobičanec strelja mimo gola, zunanji del mreže je zatresel Luka Bobičanec. Milec v sredino, to je priložnost za Toliča, ki spet preigrava, Brnič in obramba Mihelaka. Mariborčani so se postavili, toda zdaj je tu Maruško, pa potem Gous, spet Beganoviću, podaja v sredino, Maruško mimo gola. Žal, mislim, da Keriko nisem dobro videl, kateri nogometaš Mure je bil ob njem. Česa, poglejmo. S komolcem je reagiral Žiga Kous. Rdeči karton za kapetana gostujoče zasedbe Žigo Kousa. Ja, ob sreči definitivno ni bilo. Takoj, ko se je to zadevščen, upam in verjamem, da bo takoj pokazal širok repertoar. Vipotnik ima priložnost, gol!
4:1 v 74 minuti. Žan Vipotnik. Ja, odlično. Kronaveter in Geriko. Spet proti Iličiću. Igrava Iličić, padec spet v kazenskem prostoru in 11-metrovka. 11-metrovka za Maribor v 87 minuti. Devetinosemdeseta minuta, Iličić, neobranljivo. 5:1 za Maribor, Josip Iličić pa se je vrnil z zadetkom. Tako vrhunske poteze, kot sem že dejal, velemojster nogometne igre in dejansko je to, lahko rečemo, tak impuls za celoten klub, za vidimo že dolgo ne tako zadovoljne. Iskrene čestitke, 5:1, pred tekom so se pogovarjali, da bo tekma težka, pa vendarle na koncu ni izgledalo tako. Ispala je lagana našom zaslugom. Prije svega čestitke momčadi, čestitke svakom igraču koji je nastupio i onima koji su ostali na klupi. Zaista se vidjelo da gore, da žele, da izgaraju svaki centimetar terena i onda ti to tako se i vrati. Zbilja dobro, agresivno prvo polovrijeme u kojem smo napravili razliku. Uspjeli u drugom poluvremenu zadržati tu razliku, pogotovo nakon isključenja. Čestitke Muri na fair borbi, na sportskoj borbi i ono što ne smijem zaboraviti, hvala publici na velikoj podršci, treba nam to. Ja, zdaj to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne? Tako občutek je zdaj nekaj minut po tekmi, kot da smo vsi pozabili, kaj se dogaja z Mariborom, da je ta zmaga mogoče tista, ki lahko obrne sezono. Pa i pripremi utakmice smo baš tako dogovarali i nekako razmišljali. Ostalo je još 4 kola, odnosno pred utakmicu 5, gdje smo jednostavno dali si ruke i tražili da u tih 5 utakmica pokušamo dati sve od sebe da dođemo do punog plijena u svakoj. Idemo utakmicu po utakmicu, ovu smo apsolvirali na dobar način. Sad je stvar vrlo jednostavna, ponavljati ovakve igre. Zdaj v sredo vas čaka pokal in pa potem nadaljevanje prvenstva, časa za slavje te velike zmage ne bo, ne? Nema slavlje, priušćemo si slavlje još pola sata, sat vremena i okrećemo se kup utakmici pokal, Krka, neugodan protivnik. Svjedoci smo širom svijeta kako dark horse, kako outsideri dobivaju takve utakmice, kako mogu biti neugodni, moramo biti ozbiljni, potrošili smo se danas, morat ćemo malo i rotirati, ali svakako toj utakmici pristupiti kao finalu svjetskog prvenstva. Za Josip Iličić, še preden je vstopil v igro, skandiranje nekaj neverjetnih potez in pa pravzaprav sanjski ponovni debi v temu rekla, ne? Pokazuje u tih 15-20 minuta koliko smo mu dali da je vrhunski igrač, da je klasa par excellence. Na nama je samo da se molimo da čim prije dođe do one fizičke spreme koju on zaslužuje, a nema nam tu izbora i on to zna. Najdrži trener u ovom trenutku mu je kondicijski trener. 5:1 rezultat, ki pravzaprav pove veliko ali pa tudi ne? Pa ja, mislim, Maribor je zasluženo zmago tekmo, moramo jim čestitati, ampak vseeno občutek je, da so vse te mejne sodniške odločitve šle v njihovo korist. Tudi ko smo imeli neke situacije, da se vrnemo, je vse šlo vedno v njihovo korist. Mislim, da si Mura takšnega tretmaja s strani sodnikov ni zaslužilo. Zdaj ta niz zmag je prekinjen, ampak težko boste, časa ni več, ne? Pokal, Celje in potem prvenstvo gre naprej. Tako, Maribor nas je zresetiral, to je dejstvo, bili smo v enem odličnem nizu, ampak zopet smo na tleh, se prizemljili, treba grati čez 3 dni nova tekma, v 7 dneh nas še 2 tekmi čakata, tako da treba čim prej dvigniti glave, strniti vrste in iti naprej. Zdaj prvi polčas je bil Maribor res boljši, začetek drugega polčasa pa je pripadal vam. Kaj je šlo potem narobe? Kovsova izključitev, kje se je zalomilo?
Ja, sigurno neke zadeve smo imeli na začetku drugega polčasa, da se vrnemo oziroma da pridemo v igro z znižanjem na 3-2, ampak potem od tiste izključitve naprej Žige Kovsa enostavno niso mogli več parirati, težko je z enim manj Maribor ob zaostanku in normalno je, da je Maribor mirno pripeljal tekmo do konca. Težek poraz, niz 4 zmag je končan. Ja, mislim, da na vse prikazano izjemna tekma, dobra kulisa, ampak verjetno moramo začeti mi malo jokati, pa bo tudi nam nekaj naklonjeno neke stvari, ker mi ne smemo komentirati, smo kaženi za vse drugo pa se ne more kazniti in mislim, da bi že bil red, da se to konča tako, ampak svaka čast ekipi, dobro smo se držali, bila je dobra tekma, imeli smo šanse, da se vrnemo v tekmo do tega rdečega kartona, pa je že bilo itak vse rešeno. Kaj je šlo narobe, ne? Ker Maribor je prvi polčas dobil praktično 3-0 tisti zadetek, na koncu 3-1 pa vendarle ne, bili so tisti, ki so imeli tekmo povsem pod kontrolo. Pa ne bi rekel, mislim, da v začetku smo imeli mi pod kontrolo, pol pa so imeli oni so na njihovo srečo zabili, mi nismo zabili, mislim, smo zabili, ampak so spet neke stvari, kjer se dogajajo. Ampak, kaj reči, glave gor, moramo iti naslednjo tekmo, imamo že v sredo pokalno s Celjem in glave dati gor in iti dalje maksimalno, ko smo šli do zdaj tekme prej in bo se nam verjetno vse obrnilo.